Ko so pred leti snemalcem Davidom Šavljem po Evropi potovali s priključno hibridnim DS9, so se morala na bencinskem servisu ustavljati vsakih 400 km. Seveda to ni bil noben problem, bencin je za razliko od elektrike moč dobiti na vsakem vogalu. Vsekakor pa ugaja, če se nam ni treba ustavljati. In verjamem, da nas ni malo tistih razvajencev, ki imamo radi dolgo avtonomijo. Slišim pa, da ta naš problem rešujejo najnovejši priključni hibridi, ki imajo poleg 20 kWh velike baterije tudi klasično velik, v našem konkretnem primeru MG HS, tudi 55-litrski rezervoar za bencin. Da bi se prepričal, ali je to res tisto, kar si želimo, sem se odpravil na praktičen preizkus na celodnevni izlet okrog Slovenije. Poudarek je bil na izlet. To namreč ni bil kak visokohitrostni test, režim vožnje je bil običajen. A na nekaterih lepih praznih koncih sem si vseeno privoščil nekaj uživaškega ovinkarjenja. Test sem začel v Grosupljem ob 6. zjutraj s polno baterijo in polnim rezervoarjem. No, pa poglejmo, kaj sem opažal na poti. Tukaj okrog Kočevja je pa avtomobil končno pogruntal, da to ne bo ena kratka vožnja, pri kateri bo dovolj električna energija. Namreč pri vzponu po Torjaškem klancu je avtomobil najprej porabljal zgolj električno energijo, čeprav sem imel avtomobil že v štartu nastavljen na hibridni pogon. No in seveda po tistem klancu navzgor je bila poraba elektrike visoka, 24 kWh. Reko Kolpo sem prečkal na Petrini, potem sem se povzpel na Delnice, nato pa po avtocesti mimo reke nazaj spet v Slovenijo. Mimo Podgrada, Hrpelja in nato v italijansko Bazovico, pa takoj spet nazaj v našo domovino. No, postanek v vselej čudoviti Lipici, to pomeni, da je za mano dobrih 200 km vožnje. Ta avtomobil pa ima bencinske zaloge še za skoraj 500 km. Zanimivo in pa tudi zelo koristno pa je, da je ta avtomobil od mojega zadnjega javljanja tam okoli Kočevja nekako začel ohranjati zalogo električne energije. Se pravi, še zdaj imamo za okoli 60 električnih kilometrov. Iz Lipice sem nadaljeval po italijanski regionalki proti Gorici, aktualni evropski prestolnici kulture. No, izpustil sem naš slovenski del kulturne prestolnice, torej Novo Gorico. Iz Stare Gorice se namreč da hitreje povzpeti do lepot Goriških Brd, ki so tik pred tem, da nas povabijo na prve letošnje češnje. Nadaljeval sem navzgor ob najbolj zeleni slovenski reki, ki se zbuja v novo poletno sezono. Fotopostankov pa je bilo dosem že toliko, da sem zamudil prvotno načrtovani avtovlak, ki naj bi me iz mosta na Soči odpeljal na Gorenjsko. Pravzaprav še dobro, sem že kar malce pozabil, kako čudovite gore imamo tam na skrajnem severozahodu Slovenije. Peljal sem torej čez predel v Italijo, nato pa kupil avstrijsko vinjeto in nadaljeval z avtocestnim tempom po avstrijski Koroški. Moj prvotni cilj je bil, da bi šel do Dravograda in tako po hitrem postopku nabral kar se da veliko kilometrov, ampak
poročam, da je 1-0 za avtomobil. Namreč, nahajam se v okolici Železne Kaplje tukaj na avstrijskem krožku in sklenil sem, da se bom usmeril direktno proti domu. Namreč, ves dan sem že na poti in počasi mi zmanjkuje časa. Pravzaprav lahko pripomnim, da rezervoar oziroma oba rezervoarja tega avtomobila lahko sprazni samo tisti voznik, ki ga pravzaprav nič ne zanima. Mene je pa danes preveč lepot Slovenije zamikalo in sem se prevečkrat ustavil, preveč stranskih cest sem obral in zato seveda sem po celodnevni vožnji naštel dobrih 515 km. Ampak vendarle, glede na potovalni računalnik pa lahko pripomnim, da ta avtomobil s veliko verjetnostjo prevozi več kot 800 oziroma tam 850 km, kar pa je seveda več kot dovolj za takšen prijeten nedeljski izlet. Po podatkih z potovalnega računalnika pa vendar lahko izluščim tudi to, da ta avtomobil je avtocestna ladja. Na avtocesti pravzaprav tisti podatek o benzinskem dosegu sploh ni padel. Pa še to vam povem, ves dan sem se vozil z električnim dosegom 50 km. Ves dan je zaloga v bateriji polovična. MG HS je torej malce drugačen hibrid. Namreč pri običajnih priključnih hibridih smo vedno bili navajeni, da preferirajo električno vožnjo. To pomeni, da najprej porabijo vso električno energijo, potem pa začnejo delovati kot samopolnilni hibridi. Zato tudi pravimo, da so to električni avtomobili z rezervo. Problem je, da ko porabijo elektriko, delujejo samo kot, recimo, samopolnilni hibridi, ki z vožnjo napolnijo samo nekaj elektrike. Ko so zahteve večje, recimo pri vožnji v strme klance ali pri močnem pospeševanju, običajni hibridi obremenjujejo bencinski motor. MG-jev hibrid pa, kot se je izkazalo na poti, v hibridnem načinu samodejno prihrani polovico elektrike v bateriji. To pomeni, da mu je zlepa ne zmanjka, vselej ima na razpolago veliko elektrike, zato tudi vse večje napore priloži na elektriko. Bencinskega motorja nikoli ne napreza, ta vselej brni potiho z nizkimi vrtljaji. In seveda, zato je tudi poraba benzina lahko konstantna, pa če tudi od avta zahtevamo več. Pa naj zaključim, da smo avtomobil po Sloveniji nato vozili še nekaj dni po opravkih in lučka je zasvetila šele pri 864 km in takrat je še vedno kazalo 47 km električnega dosega. No, takrat se je Luka ustavil in natočil bencin. Kaj bi se zgodilo, če bi izpraznili rezervoar za bencin? No, to bomo pa raje preizkusili kdaj drugič v kontroliranih pogojih. Pa naj pripomnim še to, da redno kritiziramo vozne lastnosti kitajskih avtomobilov, ampak MG HS je v tem pogledu izjema. Avto ponuja dobre vozne lastnosti in kljub veliki bateriji ne deluje težaško. Kot bi tukaj glavno besedo imeli Angleži, ne pa Kitajci.